Vsako poletje flote tovornjakov prekrivajo ameriške soseske s kemično meglo, da bi zaščitile prebivalce pred najbolj smrtonosno živaljo na svetu. Ampak to je prenehalo delovati. Komarji se razvijajo, postajajo odporni. Zdaj se bolezni, kot je virus Zahodnega Nila, vračajo. Doba kemičnega zatiranja škodljivcev je končana in čas je za nekaj drastičnega. Google namerava namerno izpustiti do 32 milijonov komarjev v soseske po vsej Floridi in Kaliforniji. Ne zato, da bi širili bolezni, ampak da bi jih končali. Komar si zasluži naziv najbolj smrtonosne živali na svetu. Njegovo število žrtev je impresivno. Bolezni, ki jih prenašajo komarji, naj bi povzročile do 830 tisoč smrti vsako leto. To je več kot naslednje 3 največje povzročitelje smrti skupaj. Ljudje 430 tisoč. Polži. Ja, polži z 200 tisoč in kače 138 tisoč. V Združenih državah Amerike je najpogostejša bolezen, ki jo prenašajo komarji, virus Zahodnega Nila. Leta 2025 je država zabeležila več kot 2100 primerov in 172 smrti. Zato ni cepiva, ni posebnega zdravljenja. Obstaja le preventiva. Preventiva pa pomeni tovornjak za megljenje. Toda te številke ne povedo celotne zgodbe. Večina okužb nikoli ne povzroči simptomov, nikoli ni testirana in nikoli ne pride v uradne statistike. Kar vidimo, je le vidni vrh veliko večjega izbruha, ki se vsako poletje širi med prebivalstvom. Virus Zahodnega Nila prenaša ena veja družine komarjev, Culex. Insekt, na katerega se Google dejansko osredotoča, je drugačen in v svetovnem merilu veliko bolj nevaren. Njegovo ime je Aedes aegypti. To je komar, ki prenaša dengo, ziko, čikungunjo in rumeno mrzlico. Je majhen, agresiven, pika po dnevi in se je skoraj popolno prilagodil življenju ob človeku. Razmnožuje se lahko že v tako majhni količini vode, kot je pokrovček steklenice v vašem domu. Več kot 2 milijardi ljudi na svetu zdaj živi v nevarnosti zaradi virusov, ki jih prenaša, in njegovo območje se širi. Širi se v Kalifornijo in se utrjuje po vsej Floridi. Je skoraj popolni sovražnik. Za razmnoževanje ne potrebuje močvirja ali barja. Odvržena pnevmatika, zamašen žleb, podstavek pod lončnico ali otroška igrača, ki je ostala zunaj na dežju, so dovolj, da izleže jajčeca. Kjerkoli lahko žlica vode stoji nekaj dni, lahko Aedes aegypti to spremeni v valilnico. Njegovih gnezdišč ne morete izsušiti, ker so povsod, kjer živite. Razvila se je skupaj s človekom in naša mesta obravnava kot svoje naravno okolje. Bolezni, ki jih prenaša, so prav tako hude kot virus Zahodnega Nila, vsaj na svetovni ravni. Samo denga naj bi povzročila med 100 in 400 milijonov okužb vsako leto. Simptomi segajo od gripi podobne bolezni do hude hemoragične bolezni, ki vsako leto ubije več kot 10 tisoč ljudi. Zika se lahko prenese z nosečnice na njenega otroka in poškoduje razvijajoče se možgane. Čikungunja pri preživelih povzroča bolečine v sklepih, ki lahko trajajo več mesecev. To je tisto, kar lahko povzroči en sam insekt, z enim samim ugrizom. Torej, ko Google pravi, da želi v teh 2 zveznih državah izpustiti 32 milijonov komarjev, razumite, kaj v resnici govorijo. Ne uvajajo nove grožnje, ciljajo na tisto, ki je že tam. Že se širi in že zmaguje. To počnejo, ker stari načini boja ne delujejo več. Nobeno število tovornjakov za zamegljevanje nas ne bo rešila. Večino prejšnjega stoletja je bila strategija proti komarjem surova sila. Če je insekt sovražnik, zastrupi zrak, skozi katerega leti, poškropi soseske, zadini mokrišča, prekri stoječo vodo. In nekaj časa je to delovalo. Potem so se komarji začeli spreminjati. Ko populacijo poškropiš s kemikalijo, jih v resnici ne pobiješ vseh, pobiješ le šibke. Tisti redki, ki imajo genetsko posebnost, preživijo. Ti preživeli se nato razmnožujejo in njihovi potomci podedujejo to posebnost. Če ponovno poškropiš, ustvariš še odpornejšo populacijo. V nekaj sezonah ranljive populacije ne zastrupljaš več, ampak jo siliš v evolucijo. To ni teorija. Leta 2018 so raziskovalci na Floridi testirali divje komarje Aedes aegypti proti permetrinu, glavnemu pesticidu v razpršilih. Vsaka populacija, ki so jo preučili, je bila odporna. Najbolj trdovratne populacije so postale do 61krat težje uničljive kot komarji, ki sploh niso bili odporni na to kemikalijo. NATO so genotipizirali skoraj 5000 komarjev z več kot 200 lokacij po vsej Floridi in to, kar so odkrili, je bilo zaskrbljujoče. Ena ključnih mutacij, ki povzročajo odpornost na insekticide, se je že razširila skoraj po celotni državi. Pravi šok pa je prišel iz kontrolne skupine, saj je konkurenčna vrsta komarjev, ki se je razmnoževala v istih posodah, pokazala skoraj nič odpornosti. Kemikalija je še vedno delovala, le ne na komarja, ki je bil najpomembnejši.
A obstaja še ena težava z metodo zamegljevanja. Ne ostane tam, kamor je usmerjena. Odnaša jo veter. Posedla se je v vrtove, zelenjavne gredice, cvetoče rastline, ki hranijo opraševalce, in v čebeljake. Orožje, namenjeno ubijanju insektov, ne zna ločiti med čebelo in komarjem. Namesto tega lahko čebele, ki nimajo odpornosti, poginejo, medtem ko bodo komarji potrebovali vedno več kemikalije, da bi njihovo število sploh občutno zmanjšali. Strategija je dvakrat spodletela. Z vsako sezono je postajala manj učinkovita proti cilju. Nikoli ni bila dovolj natančna, da bi prihranila vse ostalo. Plačevali ste več, škropili več in dobili manj, medtem ko so stranske škode ostajale enake. Kaj narediš, ko se stvar, proti kateri se boriš, razvija hitreje, kot lahko izumljaš nove načine, da jo uničiš? Googlov odgovor je bil, da se proti biologiji nehajo boriti s kemijo in se je začnejo lotevati z biologijo. Da bi razumeli rešitev, morate razumeti nekaj, kar je praktično edinstveno za komarje. Samo samica komarja pika, saj potrebuje beljakovine, ki jih najde v krvi za proizvodnjo jajčec. Samec sploh ne pika. On se prehranjuje z nektarjem, živi kratko življenje in njegova edina vloga je, da se pari s samico. Na tem temelji celoten načrt. Poplavite sosesko s samci komarjev, ki izgledajo in se obnašajo popolnoma enako kot domači, vendar ne morejo imeti življenjsko sposobnih potomcev. Populacija se sesuje od znotraj. Vse to brez ene same kapljice strupa. Obstajala je le ena težava. Da bi izpustili samce, jih morate najprej skoraj brez napak ločiti od samic v milijonskem številu. Če v serijo spustite preveč grizljivih samic, težave ne zadržujete, temveč jo ekspresno pošiljate ljudem na prak. Večino zgodovine te ideje je bilo ločevanje komarjev po spolu mukotrpno ročno delo, kar je celoten pristop ohranjalo majhen, počasen in omejen na lokalno raven. Tukaj ima Google prednost. Verily, Googleova divizija za znanosti o življenju in projekt z imenom DDBug sta se problema lotila tako, kot se v Silicijevi dolini lotijo vsega, z avtomatizacijo. Komarje vzrejajo v strogo nadzorovanih objektih in jih nato spustijo skozi sisteme računalniškega vida, podobne tehnologiji, ki prepoznava obraze na fotografijah. Stroji prepoznajo vsak insekt kot samca ali samico in jih nato samodejno razvrstijo. Postopek je videti manj kot laboratorij in bolj kot tovarniška linija. Insekti se premikajo v eni vrsti mimo optičnih senzorjev. V delčku sekunde sistem prebere fizične značilnosti, ki ločujejo samca od samice. Zazna podrobnosti, ki jih človeški tehnik težko opazi s prostim očesom med dolgo izmeno in sprejme odločitev. Samci nadaljujejo po liniji proti izpustu, samice so preusmerjene ven. Deluje neprekinjeno, s hitrostjo, ki je nobena soba polna ljudi z mikroskopi ne more doseči, saj si napake ne smejo privoščiti. Torej, kako veliko boljši so stroji? En avtomatiziran sistem lahko vsako uro razvrsti 150.000 komarjevih bub, pri tem pa ohranja domnevno natančnost 99,7%. Da bi dosegla takšno količino, bi 2 delavca potrebovala več kot cel teden. V enem španskem projektu za nadzor komarjev sta 2 delavca ročno razvrstila približno 240.000 komarjev v enem delovnem tednu, z natančnostjo okoli 99%. Razlika v obsegu je osupljiva. Kar je prej trajalo dneve, zdaj traja ure. Komar je milijone let izpopolnjeval izmikanje. Zdaj ima nasprotnika, ki se ne utrudi in se izboljša vsakič, ko deluje. Googlov načrt vključuje izpustitev milijonov okuženih komarjev. Ta beseda naredi idejo veliko bolj strašljivo, kot v resnici je. Ni gensko spremenjenega insekt, ni laboratorijsko ustvarjene DNK, ni znanstveno-fantastičnega spajanja. Orožje je bakterija, imenovana Wolbachia, in je eden najpogostejših mikrobov na planetu. Že naravno živi v velikem delu svetovnih insektov. Googlejevi samci preprosto nosijo eno od sevov te bakterije in to je dovolj, da onemogoči razmnoževanje vrste. Mehanizem za to strategijo se imenuje citoplazemska nezdružljivost. Samci, ki nosijo se Wolbachii, se lahko parijo normalno, vendar če samica nima ustreznega seva, zarodek takoj odmre. Oplojena jajčeca so sicer proizvedena, vendar se iz njih nič ne izleže. In ker komarji imajo tako kratko življenjsko dobo, pomeni preplavitev populacije s temi samci, da bo večina samic odložila jajčeca, iz katerih se ne bo nič razvilo. Wolbachia ni enoten organizem. To je ena, a zelo raznolika skupina sevov in različni sevi lahko vplivajo na sorodne vrste komarjev na različne načine. To pomeni, da je mogoče seve menjavati. V eni sezoni lahko uvedete en sev, v naslednji sezoni preklopite na drugega in tako nadaljujete s ciklom nezdružljivosti in zatiranja.
Če se vam zdi ideja o sterilizaciji škodljivca do njegovega propada neverjetna, naj povem, da je prav ta pristop že rešil Severno Ameriko pred eno najbolj grozljivih živinorejskih nadlog v njeni zgodovini. Pred desetletji so se Združene države Amerike soočile z vijakovo muho, mesojedo muho, katere ličinke so se zarile v žive živali. Znanstveniki so vzgojili muhe, sterilizirali samce in jih nato izpustili v milijardah. Divje samice so se parile s sterilnimi samci, niso imele potomcev in populacija je bila iztrebljena iz države. Razlika med to metodo in Googlovo je v tem, da Wolbachia omogoča večji doseg. Ker se bakterija že naravno pojavlja pri številnih žuželkah, ponuja način za dosego enake reproduktivne sabotaže brez obsevanja komarjev ali genske manipulacije. To je uporaba orodja, ki ga je narava že ustvarila, in njegovo usmerjanje proti eni sami vrsti. In prav ta različica ideje ima zgodovino z zanimivim preobratom. Prvič, ko so citoplazemsko nezdružljivost uporabili za izkoreninjenje divje populacije komarjev, to sploh ni bilo na komarjih vrste Aedes. Leta 1967 je v današnjem Mjanmaru genetik Hannes Lavine uporabil samce vrste Culex pipiens fegigens, bližnjega sorodnika komarja, ki prenaša virus Zahodnega Nila. Rezultat je bil popoln zlom lokalne populacije. In takrat znanstveniki sploh niso vedeli, da je za to odgovorna bakterija. Ista ideja, ki se zdaj uporablja proti komarjem, ki prenašajo dengo, je bila pred desetletji dokazana na bližnjem sorodniku prenašalca virusa Zahodnega Nila. Tukaj je še en pomemben vidik orožja Wolbachia. Bakterije zmanjšajo sposobnost komarja za prenos virusov. Nekatere študije kažejo, da določeni sevi Wolbachie zavirajo prenos virusa na in iz komarjev. Raziskave kažejo, da so na novo okuženi komarji manj verjetno sposobni širiti bolezen. Ta zadnja točka daje še eno varovalo. Samo vnos Wolbachije v populacijo komarjev ima lahko še en učinek. Tudi če samice nosijo Wolbachijo in se izognejo citoplazemski nezdružljivosti, so lahko manj sposobne prenašati smrtonosne viruse na ljudi. Na papirju se sliši brezhibno, vendar je pravi preizkus vedno to, kaj se zgodi, ko odpreš škatlo v pravem ameriškem mestu. Od leta 2017 in z razširitvijo skozi leto 2018 je ekipa Debug izvedla takrat največjo študijo te vrste v Združenih državah Amerike. Sterilni samci vrste Aedes aegypti, okuženi z bakterijo Wolbachia, so bili spuščeni po primestnih soseskah v okrožju Fresno v Kaliforniji. Nato so jih primerjali s podobnimi soseskami, kjer niso ničesar izpustili. Do vrhunca sezone komarjev so v obravnavanih soseskah zaznali več kot 95% zmanjšanje števila pikajočih samic komarjev v primerjavi z neobravnavanimi območji. Za vsakih 20 pikajočih samic, ki bi morale biti tam, jih je manjkalo 19. Leta 2020 so bili ti rezultati objavljeni v reviji Nature Biotechnology, kar je pomenilo, da je lahko širša znanstvena skupnost in regulatorji podrobno pregledali metode in jih preverili vrstico po vrstico. Ekipa je celo objavila svoje surove terenske podatke, da bi bilo mogoče analizo ponoviti. To ni bilo več sporočilo za javnost, ampak dokaz. Študija pa je imela omejitve. Razlog, da zatiranje ni doseglo 100% je v tem, da lahko samice, ki pikajo, pridejo iz sosednjih območij, ki niso bila nikoli obdelana. In to preprosto pomeni, da je tehnika delovala tako dobro znotraj meja, da je njen glavni preostali sovražnik postala geografija. Če bi torej obdelali večje območje, bi bil učinek še močnejši. Fresno ni bil edino preizkusno območje. Enako resnično razvito tehnologijo so razvili v singapurskem nacionalnem projektu Wolbachia. Mestna država se proti dengi bori z večkratnimi izpusti sterilnih samcev. V skrajnem severnem Queenslandu v Avstraliji so v sodelovanju z Nacionalno znanstveno agencijo in lokalnimi univerzami izpustili več kot 1 milijon sterilnih samcev. Isti osnovni sistem se je izkazal za učinkovitega na različnih celinah in v različnih podnebjih. Obstaja podrobnost iz tistih zgodnjih poskusov v Fresnu, ki si jo velja zapomniti, saj nasprotuje instinktivnemu strahu pred povečevanjem grožnje. Prebivalcem so pokazali demonstracijske škatle z izpuščenimi samci in jih povabili, naj jim dovolijo pristati na goli koži. Nihče ni bil pičen, ker samci komarjev fizično ne morejo pikati. Insekti, ki jih spuščajo v milijonih, so za človeka popolnoma neškodljivi. Edino, kar se jih boji, je samica komarja, ki išče partnerja. Googlovi načrti za Florido in Kalifornijo v letu 2026 niso vprašanje, ali načrt deluje, ampak kako ga izvesti v obsegu celotne zvezne države. V evolucijski biologiji obstaja ideja imenovana hipoteza rdeče kraljice. Opisuje oboroževalno tekmo brez ciljne črte, kjer vsak napredek ene strani zavedno izzove odziv druge.
V evolucijski biologiji se ta koncept nanaša na vrste, ki se prilagajajo svojemu okolju in so sposobne preprosto obstajati. Isti koncept so omenjali celo v kmetijstvu, kjer so ga uporabili za opis, kako je treba pridelke prilagoditi, da bodo prenesli podnebne spremembe. Toda prav to je postalo kemično zatiranje škodljivcev. Vsako novo kupljeno pesticidno sredstvo deluje nekaj let, nato pa izbere preživele, ki ga lahko prenesejo. Ti preživeli ponovno zgradijo populacijo, ki je močnejša kot prej. Tekli smo, kolikor smo mogli, izumljali nove strupe in komar je prav tako tekel, da bi preživel. Razlog, da je pristop z Wolbachijo drugačen, je v tem, da spremeni pravila igre. Kemikalija napade komarja od zunaj in komar se prilagodi. Wolbachija ga napade od znotraj. Preko ene stvari, ki je komar ne more prenehati početi, če sploh želi obstajati – razmnoževanja. V tem je neka elegantna krutost. In če deluje v večjem obsegu, ne spremeni le našega odnosa do komarjev, ampak tudi naš način razmišljanja o upravljanju živega sveta okoli nas. Kar je tudi točno razlog, zakaj je zadnji korak najtežji. Junija 2026. Google še nima zelene luči. Ima prijavo in postopek. To je trenutek, ko ne gre več za laboratorije in terenske podatke, ampak za dovoljenje. Tehnika je lahko briljantna, recenzirana in dokazana na 3 celinah, pa še vedno ne sme poseči v ameriško sosesko, dokler regulator ne da soglasja. To nadzorovanje je pravzaprav bistvo te zgodbe. Obvestilo v zvezdnem registru je predstavilo načrt. V prvem letu bi na Floridi izpustili do 16 milijonov komarjev. V drugem letu še 16 milijonov v Kaliforniji. Skupaj 32 milijonov komarjev. Vredno je omeniti, da gre za postopno uvedbo v 2 sezonah, ne za enkratno množično izpustitev v obeh državah hkrati. Toda ta zadeva je zdaj odprta za javnost. Vsakdo jo lahko prebere in odda komentarje prek zveznega portala EPA za sprejemanje pravil pod določeno številko zadeve dodeljeno projektu. Tako se dejansko sprejemajo odločitve, ne v sejni sobi, ampak na očeh javnosti, kjer regulatorji pretehtajo znanost in varnost, preden se karkoli sprosti. In obstaja še druga plat dirke Rdeče kraljice. Ali bo ta tehnologija delovala v vaši državi, je manj odvisno od znanosti, kot pa od vašega bogastva, podnebja in vaše vlade. Začnimo z dejstvom, da se je svet že razdelil na 2 tabora. En pristop spušča tako samce kot samice komarjev okuženih z Wolbachijo. Bakterija se širi sama od sebe in s časoma zaščita postane samovzdržna, kar postopoma zmanjšuje populacijo komarjev. Več kot 20 držav je ubralo to pot. Drugi pristop, ki ga uporabljajo kraji, kot so Združene države, Singapur in Kitajska, spušča le sterilne samce. Ta pristop zmanjšuje populacije s surovo motnjo razmnoževanja, vendar učinek ni samovzdržen. To je pristop, ki ga ubira Google in tista, ki je verjetno dražja, saj program zatiranja nikoli ni končan. Vsako sezono morate znova in znova proizvajati in spuščati samce, da preprečite razmnoževanje komarjev. V Singapurju je to pomenilo približno 2 do 5 milijonov samcev komarjev, izpuščenih vsak teden, ki so jih na obravnavana območja dostavljali 2-krat na teden. V nekaterih primerih so jih nosili celo na različna nadstropja visokih stanovanjskih blokov. To je v bistvu trajna naročnina na komarje, ki jo mora plačevati vlada. Tako si lahko visoko dohodkovna mesta, kot sta Singapur ali ameriške zvezne države, privoščijo metodo stalnega izpuščanja samcev. Toda v megamestih, kjer sta tako populacija komarjev kot tudi populacija ljudi večji, postane enak pristop veliko težje in dražje vzdrževati. Potem je tu še podnebna past. Dolgotrajno visoke temperature lahko zmanjšajo količino bakterij v insektu, oslabijo reproduktivno blokado in oslabijo prav tisti protivirusni učinek, od katerega je odvisna celotna strategija. Z drugimi besedami, orodje je običajno najslabše prav na najbolj vročih krajih. To so prav tropska območja, kjer je denga najbolj razširjena. Samo Brazilija je predstavljala polovico vseh prijavljenih primerov denge na svetu. Vse to pomeni, da ni enega samega recepta, ki bi ga lahko preprosto kopirali iz predmestja v zmernem pasu v ekvatorialno barakarsko naselje. In tudi, ko se denar in podnebje ujameta, je tu še celotna človeška birokracija. Zdravstveni uradniki v mnogih državah se še nikoli niso srečali s čim takim. Ideja o namernem spuščanju komarjev, od katerih nekateri lahko pičijo, je v nasprotju s stoletjem prepričanja, da je dober komar le mrtev komar. Številne vlade nimajo niti regulativne poti za uvoz teh insektov. 4 do 5-letni volilni cikli pa otežujejo zavezo k dragim programom, ki bi lahko potrebovali leta, da pokažejo vidne rezultate. Tehnologija je lahko dokazana, pa vseeno obstane v sejni sobi. Torej se tekma v resnici ne konča z Wolbachijo. Če bo odobreno, bo Google izpustil 1 milijon komarjev v 2 najbogatejših zveznih državah na svetu, kjer imajo laboratorije, denar in regulatorje, da to omogočijo.
Potem je verjetno, da bo sledil še en projekt za več komarjev, ki bodo ciljali na iste ali celo druge zvezne države. Ali bo isti trik kdaj dosegel kraje, kjer pokopljejo največ otrok, je povsem drugačna tekma in veliko manj gotova. Vendar si morate predstavljati končni cilj, ki ga podjetje prodaja. Poletje, ko tovornjak za škropljenje proti komarjem nikoli ne pride, ker nima več ničesar za početi. Ta ambicija se ne more ustaviti samo pri komarju, ki prenaša dengo. Najbolj smrtonosna bolezen, ki jo v Ameriki prenašajo komarji, je še vedno virus Zahodnega Nila, ki ga prenaša kuleks. Raziskovalci so leta poskušali uporabiti isto načelo proti njemu, obstaja pa resnična ovira na poti. Za razliko od komarjev rodu Aedes, ki jih izpušča Verily, imajo komarji rodu Culex že naravno prisotno bakterijo Wolbachia, zato je ne moreš preprosto dodati. Uvoziti moraš nezdružljiv sev, da sprožiš enak reproduktivni zlom. V laboratoriju je postopek preprost. Ali je to mogoče razširiti na celotno ameriško poletje, tako kot je to uspelo programu Aedes, je vprašanje za naslednje desetletje, ne za to. To je večja stava, ki se skriva za zgodbo o 32 milijonih insektov. Googleov izpust je namenjen dengi, ziki in čikungunji. Nič od tega ne bi smeli zamenjati za zdravilo proti Zahodnemu Nilu, vendar, če pristop deluje na ravni zvezne države, postane dokaz izvedljivosti za veliko večjo kampanjo proti celotni družini komarjev. To je resnično radikalna vizija, ki si zasluži tako upanje kot tudi nadzor, saj je morda edina rešitev. Tovornjaki že odpovedujejo, kemikalije že izgubljajo. In prvič v stoletju, alternativa ni močnejši strup. To so milijoni komarjev, ki jih sortirajo stroji in nosijo starodavno bakterijo, pripravljeni, da jih izpustijo proti insektu, ki je preživel vse, kar smo mu doslej namenili. In to se preizkuša na vašem dvorišču. In če vas vse to navdaja z vprašanjem, zakaj komarji vedno znova izbirajo iste, nič hudega sluteče žrtve, niste edini. Oglejte si, zakaj znanstveniki končno vedo, zakaj komarji bolj pogosto pikajo nekatere ljudi kot druge. Skrivnost je razkrita, če želite izvedeti več. Ali pa kliknite na ta video.